Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Ta epizoda bo malce drugačna in sicer bo nek tip vloga. Se pravi, v tem epizodi bom predstavil nov izdelek, ki ga bom sedaj naslednje tedne testiral. To je Sibionics GS1. Ostani z nami do konca tega podcasta, saj smo za vse vas pripravili eno presenečenje, v sklopu katerega bomo enega izmed vas lepo nagradili. Podjetje Sibionics je pionir na področju stalnega merjenja krvnega sladkorja oziroma glukoze. Izdelek GS1 omogoča stalno in brezskrbno merjenje krvnega sladkorja 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Največja prednost tega izdelka je, da se poveže z pametnim telefonom, tako da imamo v bistvu podatke dobimo v realnem času, se pravi, lahko stalno na aplikaciji spremljamo naš krvni sladkor. In druga prednost izdelka je to, da je izdelek zasnovan za 14-dnevno uporabo, se pravi, ko se enkrat namestimo ta izdelek na naše telo, lahko z njim spremljamo naš krvni sladkor 14 dni. V bistvu na prejšnjem podcastu z Žigo Papežem smo že nekaj govorili od tega izdelka, se pravi, na tej epizodi smo govorili od sladkorne bolezni, diabetesa in spremljanje krvnega sladkorja. In pred to epizodo v bistvu so me kontaktirali iz podjetja Sibionics s povpraševanjem za sodelovanje z njimi in v bistvu v istem času, ko so me oni kontaktirali, potem so se imela tudi Žigo za podcast in v bistvu zanimivo mi je bilo, ker potem tudi v bistvu Žiga sodeluje s tem podjetjem in z njimi, tako da mi je takoj povezalo točke v glavi in se mi zelo super sodelovanje. Zdaj v tem prvem delu bom predstavil ta izdelek, se pravi, bomo šli skozi unboxing, kako se ga namesti in kako se potem namesti aplikacijo in bomo pokazali prve neke meritve sladkorja. Potem bom pa sproti meril svoj sladkor in dokumentiral moja spoznanja glede tega, zakaj sem se sploh odločil za to sodelovanje. Ne, nisem krvni bolnik, ne tudi mislim, da nimam bolezni, ampak to bomo videli potem skozi čas, ampak prepričan sem, da ne. V bistvu zanimivo to sodelovanje mi je bilo zaradi tega, ker jaz že od malega imam veliko težav s krvnim sladkorjem, se pravi, jaz zelo občutim nihanje tega krvnega sladkorja, ki pride tako pred, med in po obrokih, kot potem tudi čez dan. Se pravi, ko sem bil že mlad, oziroma tam skozi najstniška leta, sem že opazil, kako nekatera živila, nekatera hrana mi zelo spajkne krvni sladkor. In takrat sem se počutil slabo in potem, ko je padel krvni sladkor, se nisem počutil lih najboljš. V bistvu s časom sem potem s prehrano in z lifestylem začel ta krvni sladkor regulirati in je veliko boljše, ampak zdaj me pa res zanima, kaj se dogaja z mojim krvnim sladkorjem čez dan, ker včasih se mi zgodi, čeprav imam prehrano in lifestyle poštimano, da pride do nekega slabega počutja in ne vem točno, kaj je razlog za tem. In upam, da mi bo ta izdelek in ta storitev dala neke nove vpoglede v to, kaj se dogaja v mojem telesu in z mojim krvnim sladkorjem. Tako da zdaj si bomo kar šli pogledati, se pravi, to je paket, ki mi ga je poslal Sibionics, se pravi, to je izdelek GS1. V bistvu pride v taki majhni škatlici, noter v tej škatli je potem, se pravi, več kosov, se pravi, tukaj noter je senzorček, v tem prvem delu je senzorček, tukaj je v bistvu aplikant za ta senzor, se pravi, senzor bomo dali gor in potem s pomočjo te naprave si ga bomo dali noter v roko. Potem tukaj pride še peč, se pravi, da damo, ko je senzor že enkrat na roki, da damo čez, se pravi, za dodatno zaščito. Potem tukaj noter imamo še eno zahvalno kartico, se pravi user manual, se pravi navodila za uporabo in pa tudi navodila, kako se ta senzorček namesti na telo. Zdaj bomo probali kar namestiti to stvar gor na mojo roko. Se pravi, prva stvar, ki so jo pri Sibiotiku rekli, je, da moramo izbrati del naše roke,
kjer ni veliko dlak in kjer je malo bolj ravna površina. Tako da jaz sem že prej malo zabril te dlake proč, tako da bo šel senzorček lepo noter. Naslednja stvar pa potem pravijo oziroma svetujejo, da moramo ta predel roke malo obrisati z alkoholnim robčkom, se pravi, da so te morebitne bakterije, ki so na koži, da jih uniči, počisti, da potem ne pride do kakšne infekcije in tako naprej. Zdaj bom vzel en alkoholni robček, malo obrisal ta predel roke, kjer si ga bom namestil in potem bomo šli naprej. Se pravi, dal si ga bom tle na zgornji del bicepsa, se pravi na zadnji predel roke, tako da se tudi zdaj, ko so še kratki rokavi, da se ta senzorček ne bo videl, da bo majica prekrivala in hkrati, da me ne bo motila. Tako da, evo, zdaj sem pobrisal z alkoholnim robčkom. Zdaj pri simbiotiku pravijo, da je treba malo počakati, da se pravi ta alkohol suši, preden začnemo nameščati senzorček. Tako, zdaj naslednji korak je, da v bistvu odpremo ta paketek, kjer je senzorček noter. Tako. Zdaj tukaj noter je senzorček in zdaj bomo s to napravo, se pravi ta drugi del, bomo odprli še to in bomo tu namestili potem gor. Se pravi, da lepo klikne. Tako, zdaj bomo odstranili ta aplikator iz te zaščitne škatlice in zdaj smo pripravljeni, da bomo ta senzorček namestili. Tako, tle noter, kot lahko vidite, se pravi, tle noter je ta senzorček. Ta senzorček je recimo nekje v velikosti 3 cm za 2 cm, pa 1,5 cm. Kot lahko vidite tukaj. In v bistvu ta senzorček bo šel potem tam noter. Pred tem moramo še odstraniti varovalo. Varovalo gre lepo ven. In zdaj smo pripravljeni za namestiti senzorček na roko. Tako, zdaj naslednji korak je tako, da namestimo senzorček, se pravi, na tisti predel, ki smo ga že prej razkužili z alkoholnim robčkom, pritisnimo in zdaj samo kliknemo še ta gumb. Ok. To je prav presenetljivo, ker ni nič zabolelo. Sem mislil, da bo kje špikalo ali karkoli, ampak ni. Evo, tako da senzorček imam zdaj tle na roki in je dobro nameščen. Tako, in zdaj naslednja stvar, ki jo moramo narediti, da bo senzorček trajal več časa in da bo vodoodporen, moramo namestiti še ta povoj oziroma obliž čez ta senzor. Tu prije v bistvu kot neka škatlica oziroma tle okrog je potem še lepilo, da bo senzorček bolje stal. Tako da to je zdaj naj bi dali gor in zdaj bomo odflikali še ta drugi del je šel dol. Evo. In zdaj senzorček je nameščen. Tu v bistvu prije tako zdaj ta senzor, se pravi, tukaj noter je senzor, pa tle čez je poleg ta zaščitni. To je zdaj kot neko vitek za telefon, se pravi, ki zavaruje senzorček, da bo več časa držal na roki. Evo, tako da tu je zdaj nameščeno. Majico lahko dam zdaj dol in je lih na pravem mestu, da je to ni poznati. Tako, zdaj naslednji korak, potem, ko je senzorček nameščen na naših rokah, si poberamo njihovo aplikacijo, se pravi, da bomo potem preko telefona, preko aplikacije spremljali krvni sladkor v našem telesu. Sedaj, ko je aplikacija nameščena, jo odpremo in tle se moramo prvo prijaviti noter, se pravi registracija. Potem na naslednjem pageu oziroma na naslednji strani še vpišemo naše podatke. V bistvu tle nas potem vpraša še po vrsti sladkorne bolezni. V bistvu tle bom dal, da sem brez diagnoze, ker bom to spremljal predvsem zase, se pravi kot neko preventivo oziroma izboljšanje dobrega počutja. Tukaj nas vpraša še, v katerih enotah želimo spremljati, ali je to milimoli na liter, ali je to miligrami na deciliter, bom pustil kar na prvo. In pa tu bom pustil potem še, lahko pišeš vrednosti, se pravi, kaj pomeni nizek krvni sladkor in kaj pomeni visok krvni sladkor, bom pustil kar tako. In potem na naslednji strani se lahko naštimamo tudi alarme, se pravi, da nas aplikacija obvesti, ko je naš krvni sladkor prenizek in previsok, da lahko potem ukrepamo na podlagi tega. In potem še zadnja stvar pred uporabo aplikacije, potem moramo še povezati nad senzorček, tako da bomo vzeli spet to škatlo, v kateri je prišel senzorček in bomo potem skenirali tle na stranskem predelu škatle je QR koda, ki jo bomo zdaj skenirali. Evo, zdaj skeniramo. Tako, in zdaj smo noter v aplikaciji. Tukaj piše, da rabi zdaj
1 uro, se pravi, da se skalibrira in da začne pokazati, se pravi, kakšna je naša krvna glukoza, krvni sladkor. Tako da jaz bom zdaj počakal 1 urico in potem bom delil prve vpoglede v to aplikacijo. 1 hour later. Evo, 1 ura je mimo, tako da senzorček je začel zdaj delovati, se pravi, se je rabil nekaj časa, 1 uro, da se je ogrel, da se je naštimil in zdaj deluje. Kot lahko vidite tukaj na videu tu, se pravi, trenutno je ura skoraj 2. Jaz nisem še nič jedel, ker sem v bistvu včeraj jedel pozno večerjo, ker sem šel na fitness po delu in potem sem jedel nekje ob 9:30 in nisem še nič lačen, pa tudi jaz imam navado, da se zjutraj postim, ker mi ne paše jesti zajtrk in potem jem prvi obrok tam nekje poldne 1, 2. Tako da zdaj trenutno je moj fasting glucose, se pravi krvni sladkor na tešče, ker sem še vedno tešč, spil sem samo 1 kafe, pa malo čaja, je nekje 4,9, tako da mislim, da je to kar v redu, glede na to, oziroma je skoraj že malo nizko, tako da bom moral nekaj pojesti. In tle v bistvu, kot lahko vidite na prvem screenu, se pravi, tukaj je tam v zelenem, se pravi koliko je naša trenutna glukoza, potem tukaj od spodaj je ta graf, kjer spremlja, se pravi, riše, kako se spreminja krvni sladkor in tukaj od spodaj so dogodki, se pravi, tukaj lahko potem s klikom na ta zeleni gumb plus dodamo razne stvari, se pravi, od obrokov, telovadbe, zdravil, inzulina, glukozo v krvi, spanje in tako naprej. In to nam bo potem spremljalo in potem po mojem dajalo tudi razna poročila. Tako da tukaj na naslednji strani je potem dnevnik, se pravi, kakšna je bila moja povprečna glukoza danes, se pravi, trenutno je povprečna 5,1, potem tukaj od spodaj riše ta graf, se pravi, kako se je spremenil ta glukoza, se pravi, zdaj iz 4,9 je šla na 5,2, to je verjetno zdaj, ker sem malo se aktiviral, se pravi, malo so šli stresni hormoni gor, ker snemam in kadar se dvigne stres, se potem tudi sladkor v krvi malo poviša, ker telo potem ga poviša zaradi tega, da potem lahko iz njega črpa energijo. Potem tukaj naprej so, se pravi, dogodki, ki jih vpisuješ noter, se pravi, od prehrane pa do drugih lifestyle dogodkov. In potem tukaj imamo še poročila, tu bom mogel jaz malo pogledati, pa malo preučiti, ker ne vem točno, za kje se gre. In pa tle na zadnji strani so potem še profil, se pravi, kjer lahko urejam razne stvari. Tako da to je to. Evo, zdaj lahko vidite, tukaj na prvem screenu je krvni sladkor malo narastel, ko sem rekel že prej, se pravi, zdaj sem malo v akciji oziroma v delovanju in potem krvni sladkor gre malo višje. Tako da to je to za enkrat, se pravi, tu je zdaj, kako se začne uporabljati to napravico GS1, zdaj bom pa jaz 14 dni to redno spremljal, redno bom spremljal moj krvni sladkor in vpisoval noter razne dogodke, tako od prehrane, spanja, fizične aktivnosti in tako naprej. In potem se bom spet vmes med temi 14 dnevi se bom še kaj oglasil in malo pokomentiral z mojimi prvimi spoznanji in kako mi je ta aplikacija, kako mi je ta senzorček in kaj sem se iz tega naučil. Evo, jaz sem nazaj, zdaj je dobrih 10 dni, odkar sem začel uporabljati izdelek Cybiotics in v bistvu zdaj bom delil prva spoznanja, ki sem jih dobil v teh 10 dneh in v bistvu začnem kar s tem, da mi je stvar zelo všeč, tako izdelek kot tudi storitev, se pravi njihova aplikacija. V teh 10 dnevih sem se naučil kar veliko novih stvari, ki jih bom delil zdaj z vami. Prva stvar, ki sem se jo naučil že prvi dan, se pravi, ko sem si dal gor izdelek, se pravi senzorček. Zvečer sem imel en cheat meal, se pravi po večeri sem poleg filmu pojedel en paket piškotu, pa še nekaj suhega sadja in sem mislil, ok, to mi bo nabilo malo cukor gor, ni panike. In v bistvu moj prejšnji obrok je imel malo več maščob noter, ker v bistvu moja prehrana je malo bolj high fat in v bistvu potem, preko sem šel spat, mislim bila tam 11:30, polnoči, sem počekiral aplikacijo Cybiotics
in sem videl, da sem imel cukor v 10, 11 in takrat mi je naredilo pravno, fuck, ne, koliko ta predelana hrana oziroma koliko cukor nabije cukor gor, ne. Se pole sicer se mi je ful hitro spustil dol, nekje slabo urco je rabilo telo, da je sprocesiralo ta cukor in da ga je potem normaliziralo, ampak je bilo potem tudi čez noč tako, da mi je ful nihal cukor, se pravi, ni bil raven, ampak zaradi tega, ker sem pojedel toliko cukra in toliko hidratov naenkrat, je potem celo noč je malo nihalo, pa malo nizko, pa malo višje, pa malo nizko in tako naprej. In potem to se mi je tudi poznalo na kvaliteti spanja, zbudil sem se malo zamehljen, utrujen in nisem jih najboljše spal. Tako da prvo to spoznanje je prišlo že tisti dan, ko sem začel uporabljati ta izdelek. Potem že naslednji dan, se pravi v nedeljo, sem spoznal novo stvar in sicer moja prehrana je tako, da čez dan jaz jem bolj low carb, se pravi bolj keto, LCHF oziroma carnivore, se pravi mi bolj odgovarja meni osebno, da imam manj hidratov čez dan, ker s tem potem mi ne pada energija, pa tudi fokus in koncentracija mi držijo boljš, kot če bi jedel več hidratov, ampak sem gotovo, da v bistvu, če jem samo obroke low carb oziroma keto, brez nobenih hidratov noter, mi v bistvu cukor po obroku pade prenizko, pade skoraj v hipoglikemijo, kar je zanimivo. Vse po eni strani je to logično, zaradi tega, ker maščobe in beljakovine se prebavijo več časa, po drugi strani pa sem videl, da pole, če sem vključil nekaj malo hidratov v obrok, ali bilo to en kos sadja, pa nekaj kompleksnih hidratov, sem potem videl, da se mi je cukor bolj stabiliziral, se pravi, ni prišlo do padca in nisem padel v hipoglikemijo. Tu si tudi razlagam tako, da v bistvu moj odzivnost na inzulin in inzulinska senzitivnost je zelo močna, zelo dobra in zaradi tega rabim več hidratov in če nimam poleg hidratov, lahko pride do hipoglikemije. Potem naslednja stvar, ki sem jo spoznal, je to, da v bistvu, če jem samo sadje, ali pa če jem sadje skupaj s šejkom, mi v bistvu cukor malo hitreje narase in potem tudi pade. Jaz sem imel tako navado, da sem v bistvu med kosilom in večerjo ponavadi pojedel ali samo kakšen kos sadja, ali pa recimo sadje pa pol šejka. V šejk sem dal kolagen, kokosovo olje pa kakšno sadje, recimo kakšno banano. In v bistvu sem videl, da ta stvar se mi malo hitreje prebavlja in mi tudi zaradi tega bolj nabije cukor gor in mi ga potem tudi spusti. Zato recimo dostikrat, če je bilo med to malico in večerjo preveč časa, sem potem padel prenizko s cukrom in sem padel že skoraj v hipoglikemijo. Tako da zdaj za naprej bom imel te malice malo bolj kompleksne, se pravi, da bom imel malo več te prave hrane, se pravi nekaj beljakovinskega, nekaj maščob, pa recimo še kakšno sadje zraven, s tem bom poleg tudi si bolj stabiliziral moj cukor. Potem naslednja stvar, ki sem jo opazil v tem času uporabe Sibioniksa, je v bistvu tudi, kako stres vpliva na moj krvni sladkor. V bistvu, kot je že Žiga na podcastu povedal, kadar smo mi pod stresom, se naš sladkor malo dvigne gor, zaradi tega, ker je telo potem s tem dobi energijo za delovanje. Recimo lahko povem zdaj v realnem času. Recimo zdaj, danes dopoldne sem se odločil snemati, tako da pred tem videom sem posnel tudi en solo podcast in sem začel snemati okrog nekaj po 11. Prej sem bil na enem sprehodu, tako da lahko tle tudi vidite potem na screenu, da v bistvu, kadar sem šel na sprehod, se mi je pole malo cukor dvignil, ko sem prišel nazaj, se malo spustil in v bistvu zdaj, odkar snemam, rase oziroma vztraja tam nekje na 6-5. Jaz sem videl zdaj čez dan, če ne delam nič fizično zahtevnega oziroma če nisem pod stresom, mi moj cukor drži tam na 5,5, 5, kdaj tudi malo nižje, tako da je kar ravno, ampak kadar je pa malo več stresa oziroma sem malo bolj aktiviran, se pravi sem v simpatiku, pa potem je cukor malo višji. Druga stvar pri stresu je pa tako, da v bistvu, če prije do enega instantnega stresnega trenutka oziroma če prije kot nek šok oziroma hitra aktivacija, potem mi pa cukor padel skoraj v hipoglikemijo. Tako je bilo recimo v to nedeljo, sem bil doma, sem šel na kosilo in potem po kosilu sem šel narediti en nap, ampak potem sem se ful na hitro zbudil, ker je prišel en obisk in sem ful hitro vstal ven s postelje in sem ful hitro šel dol in aktivacija, pa sem spil še eno kafe in kar naenkrat mi zapiska telefon, zapiska Sibiotik aplikacija in mi pokaže, da sem v hipoglikemiji, se pravi, da mi je cukor padel pod
3,8. In to je tudi, če sem jedel recimo za kosilo nekih hidratov zraven. Ne. Tako da v bistvu ti intenzivni dogodki stresa pa očitno sprožijo te stresne hormone, ki pole zahtevajo hitro aktivacijo in pole se sproži kortizol in cuker pade in pole sem mogel nekaj pojesti, nekaj sadja, da sem potem spet stabiliziral moj cuker. Potem spoznal sem tudi, kako se moj cuker oziroma krvni sladkor odraža tudi med treningi, se pravi med fitnessi. Videl sem recimo spet, če sem imel zadnji obrok pred treningom predolgo, sem potem videl, da sem pred začetkom treninga imel cuker na spodnji meji, spodnji ravni in sem mogel nekaj malega pojesti, da sem malo dvignil cuker, da bi potem imel energijo, ker če recimo ne bi nič jedel pred samim treningom, fitnessom, bi verjetno mi moj cuker ali padel še bolj dol, ali pa ne bi imel toliko energije. To je bila ena stvar in druga stvar, sem recimo včeraj sem prišel po fitnessu domov in po fitnessu nisem nič pojedel, med fitnessom sem pa pil napitek z bacajkami in hidrati iz naše trgovine ABP Sport, tako da dajte prečekirati, če vas zanima športna prehrana. In v bistvu po treningu nisem pojedel nič in sem pole prišel domov, sem si mogel skuhati in pole pojesti in v bistvu preko sem začel jesti, sem dobil en tak čuden občutek v glavi, se pravi pomanjkanje koncentracije, tak zamegljen občutek, da nisem pri stvari in v bistvu v tistem cajtu me je pole spet zapiskala aplikacija in mi je pole pokazala, da sem padel v hipoglikemijo. Se pravi, med treningom sem pil take stvari, ki se hitro prebavljajo in hitro absorbirajo in zaradi tega mi je pole cuker padel dol in pole sem mogel pojesti nekaj, da se mi je spet stabiliziral. In še zadnja stvar, še zadnje spoznanje oziroma stvar, s katero sem malo poeksperimentiral v teh 10 dneh, je bil še alkohol. Jaz tako na splošno ful malo pijem samo priložnostno, se pravi, če gremo kam ven s prijatelji, a pa recimo, če mi tako zvečerki zapaša, ampak res ful redko, lahko je tako enkrat na teden, enkrat na 14 dni, a pa še manj. In v bistvu v tem času sem rekel, da tudi malo sprovam, kako alkohol vpliva na moj cuker in v bistvu sem videl, da alkoholne pijače, sploh malo bolj sladke, mi dvignejo cuker, ampak ne spet toliko, kot sem mislil. Eno je to, da ga nisem spil dosti, drugo je pa očitno imam tako dobro občutljivost na inzulin oziroma na sladkor, da pole mi inzulin lepo shendla tudi tisto. Čeprav tukaj mi je bilo zanimivo, ker mi je napisal kolega, da če mu pošljem povezavo do Symbioticsa, da bi si tudi on nabavil ta senzorček, ker v bistvu bi rad testiral, kako pa pri njemu vpliva alkohol, ker je rekel, da v bistvu oni pred cajtom so že nekaj eksperimentirali, so že testirali in so v bistvu ugotovili, da če spijejo nekaj 2 do 3, 4 šprice v pol ure in sladkor zelo pada dol, se pravi skoraj v hipoglikemijo, kar mi je bilo ful zanimivo. Zdaj, v tem času nisem šel z tega sprovat, ker nisem imel nobenega namena oziroma priložnosti se po domače napiti, ampak tudi ena taka stvar mi je bila zanimiva, tako da mogoče bom v naslednjih dneh tudi to probal, ali pa tudi ne. Tako da ja, to so bila zdaj spoznanja v teh dobrih oziroma slabih nekaj 10 dnevih. Zdaj imam še par dni do 14 dni, koliko cajta daruje ta senzorček, tako da bom še malo eksperimentiral, bom še malo sproval različne stvari in potem po koncu te uporabe bom posnel še en video z zaključkom in če se mi je pojavilo še kakšno spoznanje. One eternity later. Evo, spet lepo pozdravljeni. Jaz se spet oglašam po parih dnevih po koncu uporabe izdelka Symbiotics. V bistvu zdaj v tem končnem videu, v tem zadnjem končnem delu, bom malo zbral misli in naredil en review tega izdelka. Spravi, ko sem že delil v prejšnjem delu, v prejšnjem videu, mi je bil Symbiotics zelo všeč, sem se naučil veliko zanimivih in uporabnih stvari. Tako da zdaj vprašanje, a bi jaz priporočil naprej uporabo Symbiotica, jaz bi rekel, da ja, spravi, meni je bil zelo všeč, mi je dal veliko novih spoznanj
in sem zelo zadovoljen s tem izdelkom, tako samo uporabo izdelka, se pravi, je lahko za namestitev, ne moti pri vsakodnevnih opravilih, ni nič boleče pri zbadanju ali karkoli. Malo sem imel težave, ker sem se parkrat malo prenahitro slekel, se pravi sploh kratka majica, in nisem pazil, kako je šel rokav dol z moje roke, in v bistvu takrat se mi je zgodilo, da je hmal potegnilo dol senzorček, tako da tisto sem mogel zavesti, da moram malo bolj skrbno se slačiti in oblačiti, ampak drugače pa je zelo, zelo lepo delal senzorček. Proti zadnjim dnevam je sicer šel ta ovoj oziroma lepilo okrog tega senzorčka, je šlo malo dole, ratalo malo hlapno, ampak to je pač itak, je normalno po 14 dnevih uporabe. Tako da jaz sem zelo zadovoljen, dalo mi je veliko novih vpogledov v moj krvni sladkor, pa kaj se dogaja v mojem telesu po določenih obrokih. Tako da, če te vseh vas, ki zanima spremljanje krvnega sladkorja, ali ste diabetik ali niste diabetik, mislim, da je ta stvar zelo, zelo dobra, saj nam da dodatne vpoglede v to, kaj se dogaja v našem telesu in kako različna hrana, in ne samo hrana, tudi različni lifestyle dejavniki vplivajo na naš krvni sladkor, ker v bistvu krvni sladkor je direkt povezan tudi potem z našim dobrim počutjem, energijo, produktivnostjo, mentalno jasnostjo in tako naprej. Seveda, pri nas Slovencih je tako, da je pole zmeraj naslednje vprašanje, kaj pa cena? Cena enega senzorčka, se pravi senzorček, ki drži 14 dni, je 60 €. Pri ceni je zmeraj pole tako, da za nekaterih je to ni nič, za druge pa je 60 € kar dosti denarja, odvisno tudi, kje smo v življenju, kje se nahajamo in tako naprej. Je pa na tej točki tudi malo za pogledati, se pravi konkurenčne izdelke, malo sem šel narediti analizo in nekateri izdelki so po ceni konkurenčni, ampak zdržijo recimo manj časa, nekje en teden, 10 dni. V tem primeru Symbiotic za 60 € ponuja 14-dnevno spremljanje, brez da ti menjuješ senzorček in tako naprej. Po drugi strani pa obstajajo na trgu tudi veliko, veliko dražji izdelki, ki ti dajo podoben vpogled. Tako da mislim, da Symbionic senzorček je v tem pogledu kar dobro umeščen, se pravi, dobiš veliko za ta denar. Je pa pole na koncu tako odvisno od vsakega posameznika, koliko je pripravljen vložiti v svoje zdravje, počutje. Ampak mislim, da 60 € za vpogled v tvoj krvni sladkor, mislim, da je kar dobra naložba, se lahko potem te spoznanja in lekcije, ki se jih naučiš z uporabo tega izdelka, lahko pole implementiraš mesece in mesece in tudi celo življenje. Tako da jaz bi svetoval vsem vam, ki želite dodatne vpoglede v svoje zdravje, počutje, da premislite in si pogledate več o tem izdelku Symbionics. Tukaj moram tudi izpostaviti, da v bistvu jaz sem dobil ta senzorček zastonj, ker v bistvu je Symbiotic podjetje me je outreachalo, se pravi, je prišlo do mene in me vprašalo, če bi me zanimalo sodelovanje z njimi, se pravi, da bi sponzorirali podcast in da bi potem naredil tudi review na podlagi moje uporabe. Tako da tukaj lahko tudi moram tu izpostaviti, da nisem potem preveč enostranski, ampak jaz že dolgo časa nazaj, kadar sem se lotil s podcastom, sem si dal namero, da na podcastu ne bom imel izdelkov ali pa nekih storitev in jih ne bom promoviral, če jaz v njih ne bom verjel. In takoj, ko so me kontaktirali Symbioticsa, sem šel narediti research, se pravi, sem si pogledal o njihovem izdelku, potem sem videl, da je tudi Žiga Papež, gost našega podcasta številka 40, ki je tudi diabetik tip 1, tudi uporablja ta izdelek in je z njimi zelo, zelo zadovoljen. Tako da to mi je dalo že nek prvi feedback, da je to dober izdelek, da podjetje verjame v to, kar dela in da tudi ponuja neke drugačne storitve na trgu in omogoča spremljanje krvnega sladkorja za širšo populacijo. Tako da če zaključim, jaz sem z uporabo Symbiotica bil zelo zadovoljen, tako da ga priporočam vsem vam, ki želite dobiti nove vpoglede v krvni sladkor in si izboljšati svojo energijo, počutje in tako naprej. Je pa tako, da
mi je Symbiotic poslal 2 senzorčka, ta ni še odprt, kot lahko vidite tukaj je še nalepka gore. V bistvu jaz sem uporabil en senzorček in sem skozi teh 14 dni dobil dovolj vpogledov v svoje počutje, zdravje in krvni sladkor, tako da sem se odločil, da tega druga senzorčka ne bom uporabil in sem se odločil, da ga bom podaril enemu izmed vas. Tako da, če greste na naš Instagram profil pod podcast Benesere, boste videli objavo z giveawayem, se pravi ta senzorček še neodprt, bomo dali enemu izmed vas. Vse, kar morate narediti, je, da kliknete na tisto objavo, jo lajkate, komentirate in označite 2 prijatelja, katerim bi Symbiotic pomagal in delite to objavo naprej, sledite obema profilama, tako našemu kot potem profilu Symbionica in potem bomo na podlagi vseh tistih, ki se boste prijavili na giveaway, nagradili enega srečneža in mu podarili ta izdelek Symbionix. Tako da to je to. Upam, da bi vam je bil ta review in vpogledi v izdelek Symbiotic zanimiv. Če vas zanima več o izdelku Symbionix in njihovi ponudbi, se lahko pogledate njihovo spletno stran v opisu te podcast epizode. Tako da to je to, s tem bom poleg tudi zaključil ta vlog oziroma review oziroma podcast, točno ne vem, kaj je tukaj ratalo ven, ampak to je to. Upam, da vam je bilo zanimivo in se vidimo v prihodnjih podcast epizodah. Čau, čau!